Spoštovani novinarke in novinarji, predstavniki medijev, dobrodošli na spletni novinarski konferenci o dosežkih Republike Slovenije v času predsedovanja Svetu Evropske unije na obrambnem področju. Danes vam bo dosežke obrambnega resorja predstavil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, gospod Uroš Lampret. Po predstavitvi bo čas za vaša novinarska vprašanja po ustaljenem načinu. Prijavite se z dvigom virtualne roke. Ko dobite besedo, navedete ime in priimek ter medij, ki ga zastopate, in postavite vprašanje. Zdaj pa prosim državnega sekretarja za predstavitev. Prosim. Najlepša hvala, polkovnik. Pozdravljeni. Spoštovani, v okviru predsedovanja Sveta Evropske unije je Ministrstvo za obrambo sledilo 3 osrednjim prioritetam, ki smo jih uresničevali pri izvedbi različnih aktivnostih in dogodkov v tem 6-mesečnem obdobju. Skozi vsa srečanja in dogodke, tako doma kot v Bruslju, smo se zavzemali za krepitev EU-NATO sodelovanja na skupnih področjih, vključevanje regije Zahodnega Balkana v mehanizme in pobude Evropske varnosti in obrambe, ter izpostavljali konkretne projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti obrambnih sistemov. V luči novih geopolitičnih razmer in hitro spreminjajočega se varnostnega okolja smo postavili krepitev EU-NATO sodelovanja zelo visoko na našo agendo, kar se je odražalo v številnih dogodkih in samih aktivnostih ministrstva. Kot pomemben dosežek bi izpostavil, da je v času slovenskega predsedovanja prejel širšo podporo predlog o pripravi nove, 3. skupne izjave o EU-NATO sodelovanju. Čeprav izjava ni bila podpisana konec leta, se je v času našega predsedovanja oblikovalo načelno soglasje držav glede potrebe, da takšna izjava naslovi skupna področja, kot so predvsem podnebne spremembe, nove prebojne tehnologije, odpornost in dostop do vesolja, ter seveda o njenem čimprejšnjem podpisu. Druga prioriteta je bila povezava z regijo Zahodnega Balkana. Ministrstvo za obrambo je tukaj sledilo nacionalni prioriteti podpiranja držav pri približevanju evroatlantskim povezavam preko vključevanja partnerskih držav v mehanizme skupne zunanje in varnostne politike. Osrednji politični dogodek na nacionalni ravni je predstavljal vrh EU Zahodni Balkan, ki ga je Slovenija gostila 6. oktobra lansko leto. Veseli me dejstvo, da so se voditelji s podpisom deklaracije Brdo zavezali k nadaljevanju širitvenega procesa, gospodarski pomoči ter podpori pri vključevanju v mehanizme in strukture skupne varnostne in obrambne politike, kjer države Zahodnega Balkana že igrajo pomembno in vidno vlogo. Za ohranitev varnosti in stabilnosti v regiji Zahodnega Balkana smo na obrambnem področju vse skozi podpirali ohranitev izvršilnega mandata operacije EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini. Dodatno smo si prizadevali za čimprejšnjo zagotovitev financiranja bataljona za razminiranje oboroženih sil Bosne in Hercegovine preko ukrepov pomoči Evropskega mirovnega instrumenta, kjer je bila odločitev sprejeta na ravni EU. V okviru prioritete izboljšanja energetske učinkovitosti obrambnega sistema smo sledili ambicioznim ciljem EU, ki so bili sprejeti v okviru Evropskega zelenega dogovora, kjer smo aktivno promovirali projekte trajnostne mobilnosti in potrebo po iskanju alternativnih goriv tudi na obrambnem področju. Slovenija je bila prepoznana kot ena vodilnih držav na tem področju tudi zaradi naše aktivne vloge v času našega predsedovanja. Primer dobre prakse in inovativne ideje predstavlja tako imenovan projekt RES-Hub, ki je namenjen vzpostavitvi mreže energetskih vozlišč in polnilnic na vodik, ki ga vodi in pilotno uvaja Slovenija in je prejel finančna sredstva strani Evropske unije. Prizadevanja v tem okviru smo dodatno krepili tudi sklenjen dogovor Ministrstva za obrambo s podjetjem Pipistrel, s katerim smo postali ena izmed prvih držav v EU, ki v okviru obrambnega sistema testira električna letala. V okviru podedovane agende je bila največja pozornost namenjena oblikovanju strateškega kompasa. Slovenija je kot predsedujoča organizirala številne dogodke in seminarje, ki so odražali našo obrambne varnostne prioritete. Slovensko predsedovanje je tako pustilo pomemben pečat, kar predstavlja dobro podlago za zaključek procesa v času francoskega predsedovanja. V času našega predsedovanja so bili doseženi pomembni mejniki, kjer bi kot največji dosežek izpostavil objavo prvega osnutka strateškega kompasa v mesecu novembru. Ta je predstavil politične smernice za razvoj evropske obrambne in varnosti v desetletju, ki prihaja.
Skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje smo imeli pomembno vlogo iskanja konsenza in spodbujanja razprave o posameznih predlogih kompasa v fazi strateškega dialoga, ki je potekal skozi leto 2021. Veseli me dejstvo, da je slovensko predsedovanje svojo proaktivnostjo aktivno prispevalo k pripravi prvega osnutka dokumenta, ki predstavlja dobro izhodišče za potrditev v času francoskega predsedovanja, predvidoma meseca marca. Posebej bi ponovno izpostavil, da so prioritete o krepitvi strateškega partnerstva z NATO in Zahodnim Balkanom v trenutnem osnutku dobro izražene. Zato se bomo prizadevali, da bo to tudi v končni obliki dokumenta.